Življenje išče pot. Dober dan. Božični prazniki, ki smo jih praznovali, pravkar so prinesli zelo lepo darilo vsem Slovencem, še posebej tistim, ki si že dolga leta prizadevajo za širjenje mrež hospicev, to je hiš za umirajoče v naši državi. 8 dolenjskih in belokranjskih občin, ustanoviteljic dolenjskih lekarn, je namreč 23. decembra v Lešnici pri Otočcu podpisalo pogodbo o sodelovanju pri projektu Hiše hospica. To bo druga ustanova za umirajoče v Sloveniji in zelo dobrodošla za prebivalce jugovzhodne Slovenije. Z nami pa je danes strokovni sodelavec Slovenskega društva Hospic, gospod Jani Kramer. Prisrčno pozdravljeni. Dober dan. Glejte, to je gotovo zelo lepa novica, če samo pomislimo, da je v Italiji čez 200 hospicev, pri nas premoremo komaj enega, pa še tega ne financira država za enkrat. Ja. Kaj pravzaprav, da bomo razumeli, da najbrž se ta hiša ne bo odprla že kar naslednji mesec, kaj pomeni podpis te pogodbe, kdaj lahko pričakujemo kakšen pričetek gradnje in odprtje te hiše, potrebne hiše? Zagotovo je to eno lepo božično darilo, ne samo za Slovensko društvo Hospic, ampak tako kot ste lepo rekli, za celo državo. Hiša Hospic je pravzaprav en simbol, če smem biti malo, bi rekel, poetičen, potem bi rekel, da je Hiša Hospic za eno društvo Hospic enako kot je parlament za državo. Torej, Hiša Hospic je pravzaprav nek kraj, nek varen prostor, kjer lahko pravzaprav v tistih najtežjih življenjskih trenutkih poskrbimo, da naši uporabniki niso sami, da ne bodo sami, da njihovi svojci niso prepuščeni sami sebe. Človek bi rekel, da tudi ta bolečina, tako telesna, kot bi rekel duhovna, duševna, kakorkoli, dobi sopotnika. In na tej poti torej človek absolutno ne sme biti sam. Iz izkušenj v Slovenskem društvu Hospic mirne duše rečem, da človek ob koncu življenja potrebuje samo troje. Torej, tega ne boli, da ni sam, pa da ni žejen. Ja, in kdaj menite, da bi lahko ta gradnja pravzaprav se začela in kje bo stal nov hospic, kakšne kapacitete bo imel, kaj načrtujete? Ja, v Sloveniji deluje pravzaprav samo en stacionarni hospic, se pravi Ljub Hospic v Ljubljani. Smo se pravzaprav vsi, ki danes bi rekel razmišljamo ali pa bi rekel že snujemo nove hospice, smo se učili tam. Tako da novomeški oziroma dolenjski hospic načrtujemo, da bo imel približno 10 sob. Stavbo v Lešnici, to je, bi rekel, enih 5 kilometrov iz Novega mesta ven. Tudi že sama izbira lokacije na nek način simbolna, namreč v originalu je tu stala stanovanjska hiša prve Slovenke, ki je imela specialistični izpit iz kirurgije, primarij Marine Masten. Kasneje je ta hiša bila preurejena v vrtec in seveda zdaj računamo, da v kakšnih 2 letih pa bo tu stala Hiša Hospic. Torej, simbolno iz več razlogov, torej prvič ustanoviteljica zdravnica, oziroma prvo hišo je zgradila zdravnica, potem je bil to vrtec in zdaj bo pravzaprav na tem mestu stal hospic, torej varen kraj za nekako poslovice z tega sveta. Kot strokovni sodelavec Slovenskega društva Hospic ste najbrž res veseli, da boste lahko tukaj vi tisti, ki boste vodili pravzaprav to hišo življenja. Kaj to pomeni za vas, kakšno odgovornost to prinese? Zagotovo bi rekel, je tukaj na eni strani velika odgovornost, na drugi strani pa velik blagoslov. Namreč mi velikokrat v Slovenskem društvu Hospic rečemo, da veliko več od uporabnikov dobimo, kot pa damo. Ja, damo to, kar imamo, se pravi, da ne ubežimo takrat, kadar je hudo, ampak bi rekel, od uporabnikov pa seveda veliko več dobimo, veliko življenjskih izkušenj in ne nazadnje
sami se pravzaprav učimo, kako živeti takrat, dokler še mislimo, da smo zdravi. Kaj hočem konkretno povedati? Torej, morda se bo zdelo zelo banalno, pa vendarle, torej, ko greš k uporabniku, potem imaš velikokrat 1001 skrb. Ko pa greš od nekoga, ki se poslavlja z tega sveta, pa vidiš, da pravzaprav ti skrbi skoraj nimaš. Pa še ena stvar se mi zdi zelo pomembna, ne? Namreč včasih imajo neozdravljivo bolni v zadnjem življenjskem obdobju pravzaprav še to skrb, kaj bo, ko bo, se pravi, kot svojci ne bodo več mogli za njih poskrbeti doma. In ko jim povemo, da je, bi rekel, tukaj še ta možnost hiše, se velikokrat, ampak res velikokrat, veliko večkrat, kot bi človek pričakoval, enostavno človek umre doma, ker se prepusti. Tako da velikokrat je hiša ne samo, bi rekel, zatočišče, ampak tudi neko upanje, neka zaveza, da takrat, ko svojci ne bi zmogli več poskrbeti za svojega dragega v domačem okolju, obstaja tukaj hiša. Kako bo teklo financiranje? Vemo, da v Ljubljani 80% poskrbijo za to ljubljanske lekarne. Pa še to, predsednik Strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj je v decembru namreč izrazil upanje, da bi tudi država začela z mrežo hospicev po celotni Sloveniji in seveda prav bi bilo, da bi bile te hiše vključene v zdravstveni sistem, tudi ta, ki je že in ta, ki še bo. Ja. Z vaše strani, kako je na tem področju, ker to je vendarle pomembno, ker to ni ustanova, ki bi zaslužila. Najprej bi rad poudaril, da tako kot je v Ljubljani, bo tudi na Dolenjskem bivanje v hiši brezplačno. To se mi zdi, bi rekel, nekaj najbolj osnovnega, da zagotovimo to iz preprostega razloga. Torej, je družba tista, ki mora poskrbeti za to dostojanstveno slovo. Kar se pa tiče financiranja, ima to na skrbi pri nas mestna občina Novo mesto, ker ste pa omenili ravno strateški svet, ki ga vodi dr. Brecelj. Sam sem bil prisoten tam na tem strateškem svetu in tam je bilo zagotovilo, da se bo tudi ljubljanski hospic, ki že obratuje, začel financirati sistemsko. Če sem prav razumel, je to zakon o socialnem varstvu, kjer je možno pravzaprav zagotoviti financiranje iz neke postavke, ki se ji reče krizna namestitve, podobno za začetek, podobno kot je to recimo namestitev v varnih hišah. Bi rekel, na tem področju seveda nisem strokovnjak, je pa bilo, bi rekel, tudi na zasedanju parlamentarnega odbora za zdravstvo, ki je bilo tudi, bi rekel, en dan pred tem strateškim svetom zagotovljeno, da bo država pravzaprav poskrbela za sistemsko financiranje tudi hiš hospic. Kako pa vi osebno spremljate to zgodbo? Ste že več let vključeni, kaj vam pravzaprav pomeni to delo in kako je tudi s prostovoljci ali pa kako boste pridobili sodelavce tudi za ta nov hospic? Iz izkušenj lahko rečem, torej, da seveda je delo z umirajočimi nekaj posebnega, ki to se v resnici izpolnjuje. Jaz sem 35 let delal druge stvari, v samem hospicu pa sem prostovolec od leta 2013. Zdaj zadnje 3 leta pa sem zaposlen v Slovenskem društvu Hospic. Prostovoljci so absolutno, bi rekel, srce Slovenskega društva Hospic. Na področju cele države jih imamo približno 300 in seveda brez njih si našega dneva ne moremo nikakor ne predstavljati. Poskrbeti bo treba v hiši za, bi rekel, 24-urno zdravstveno oskrbo. Seveda pa tukaj bi rekel, če omenim svoje izkušnje iz hiše hospic, torej en zdravstveni delavc pa en izkušen prostovoljc pravzaprav lahko tukaj bi rekel poskrbite za tisto, kar je v hiši potrebno. Seveda si veliko obetamo oziroma ne obetamo, ampak izkušnje so, da je tukaj
bo velika vloga tudi mobilnih paliativnih timov, vsaj na Dolenjskem, bi rekel, izjemno sodelujemo z mobilnim paliativnim timom Splošne bolnišnice Novo mesto. Računamo, da bodo en del medicinske oskrbe poskrbeli tudi oni. Tako, hvala lepa vam, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, želim lep dan. Pogovarjala pa sem se s strokovnim sodelavcem Slovenskega društva Hospic Janijem Kramarjem. Pogovor sem pripravila sestra Meta Potočnik. Nasvidenje. Življenje išče pot.